No, stoletja je bila ladino glavni jezik, ki so ga govorili Judi na Iberskem polotoku in se je uporabljal tudi po inkviziciji ter nadaljnjem izgonu sefardskih Judov po vsem svetu. Toda tako kot jidiš, tudi ta edinstveni judovsko-španski jezik počasi izginja. A ena izraelska glasbenica ga znova dela priljubljenega. Poslušajte. Zdaj se nam v studiu pridružuje pevka, ki poje v ledinu, Renee Benjamin. Pozdravljeni in dobrodošli. Imate mogočen glas za tako majhno postavo. Kako dosežete ta zvok in te visoke tone? Veliko vaje in še več vaje, ampak hvala. Zelo veliko. Res sem vesela, da sem tukaj. Hvala. Torej, najprej ledino opravila sem veliko intervjujev in prispevkov o tem obdobju v zgodovini. Ledino je res lep jezik in poznam uspavanke in še veliko več. Si odraščala v poslušanju tega, naprimer od svoje babice? Večino sem slišala v sinagogi. Bila sem res zelo verna in sem se učila pri Icaku Leviju. Učila sem se ga zaradi glasbe. Učila sem se ga zaradi glasbe, zaradi sinagoge in to me gane. Ob tem čutim, kot da je tam moja duša. Wow. In koliko si bila stara, ko si ugotovila, da imaš to povezavo? Si bila otrok? Mislim, da ja. Vsi, ki me poznajo že od malih nog, so mi vedno govorili, da imam starodavno dušo. Zelo imam rada zgodovino, zelo imam rada kulturo in jezik. Govorim 3 jezike. In mislim... No, naključij ni, veš, in tukaj si. Torej, da začneš pripravljati svojo pevsko kariero, si morala najprej naučiti ladino ali se najprej učiš nekatere klasične pesmi, ki so preživele skozi generacije? Najprej sem imela privilegij, da sem se učila pri Jasmin Levi. Ni mi treba povedati, kdo je ona, ampak je resnično najbolj nadarjena ženska, kar jih poznam. Pri njej sem se učila tradicionalnih pesmi. In skozi pesmi sem se naučila jezika. Poleg tega pa sem študirala tudi španščino, tako da je vse povezano skupaj. In zdaj letos res poskušam se učiti z ljudmi, ki govorijo ladino in so veliko starejši od mene. Ampak oni mene učijo, jaz jim prinesem tiste pesmi, ki so jim všeč. Tako da delamo nekaj takega. No, žalostno je videti, koliko je, kot sem že prej rekla, kot pri jidišu, je izginilo. Ampak vidim tudi, naprimer iz Turčije, veš, so starejše ženske, katerih vnukinje začenjajo Instagram strani, da bi govorile ta jezik. Veš, razloži, kaj je tisto pri jeziku, kar je tebi in drugim tako lepo. Mislim, da je v ladijščini res močno. Ladijščina, ladijski jezik govori o Judih, ki so bili izgnani iz Španije. Ona ima veliko. Še zato bolečine in trpljenja. In občutek, da ne pripadaš kraju, kjer si in da si izdan, je nekaj, kar je še več. Je tako globoko. In mislim, da se lahko tudi ljudje mojih let povežejo s tem in se lahko povežejo s pesmimi in se lahko povežejo z jezikom. Torej, mislim, da je tako. Torej, glede na to, da si mlada in to počneš, razloži, zakaj je dobro, da imamo zdaj orodja, kot so družbena omrežja, s katerimi lahko dosežemo več ljudi, tudi zunaj svojega neposrednega okolja doma. To je tisto, kar resnično poskušam narediti, da ohranim. Vem, da bo morda čez 20 let, ne vem, ladino kot jezik žal izginim z tega sveta. Ampak vem, da bodo pesem, kultura, te zgodbe ostale. Vem, da bodo ostale. Ljudje še vedno plešejo, ljudje še vedno pojejo o Carino in Abba Maramabino in vse te pesmi. Poznajo jih, poznajo jih iz sinagoge. Ampak vem, da bo jezik izginil. Zato resnično poskušam povezati ljudi svoje starosti s pesmimi in kulturo. Ker vsi poznajo zlomljeno srce in vsi poznajo trpljenje in bolečino. Ampak tudi srečne stvari, mislim, da se lahko vsak poveže z njimi in
so tako močne in polne strasti in jaz sem tako strastna glede tega. Torej v besedi, ki govori o tem, ja. Mislim, da bodo ljudje, ko bodo slišali njeno lepoto, samodejno začutili povezavo, brez da bi rekli, to je ladino in kaj je to. Gre za dušo. Ja, morda boste to začutili. Glasbo samo zato, da jo začutite. Ja. Sam pomislite, k čemu jih spodbuja. Ja. Čudovito. Nadaljujte z dobrim delom in hvala, ker vztrajate ter sledite svoji strasti. Ste resnična inspiracija za mnoge. Najlepša hvala. Hvala. In to je vse za tokratno epizodo Jewish World Weekly. Obiščete lahko spletno stran i24 News English ali njihov YouTube kanal. Seveda pa nas lahko spremljate tudi na naših družbenih omrežjih, kjer si lahko ogledate to in prejšnje epizode. Najlepša hvala za ogled, sem Emily Francis in adijo iz Tel Aviva.